Dragi moji adventni popotniki, še samo 3-krat se bomo družili ob adventnem koledarju in patru Mihu Drevenšku. No, današnji naslov pa nas sprašuje, zakaj pomagati? Slovenci, nadaljujte. Ko boste pregledovali svoje življenje, boste videli, da so semena vaše dobrote v Zambiji padla na rodovitna tla in že sedaj rojevajo stotere in tisočere sadove. Sčasoma vam tukajšnji ljudje morda ne bodo več izkazovali hvaležnosti, a sami boste videli, da niste delali za nekoga drugega, ampak ste delali zase, zato kar ste morali narediti. Sveti Pavel pravi, ker moram ljubiti. Tako pater Miha o tem, zakaj moramo pomagati. Kako lepo je, dragi moji, če lahko pomagamo. Bodimo hvaležni za to. Mnogi ljudje po vsem svetu ne morejo pomagati, ker nimajo niti za lastno preživetje. Poleg tega nikoli ne moremo vedeti, kdaj bomo morebiti mi tisti, ki bomo pomoči potrebni. Prav nič na tem svetu ni samoumevno. Tudi blagostanje, ki ga trenutno uživa večina ljudi v naši lepi domovini, ne? Zato pomagajmo. Imeti moramo ljubeče in sočutno srce. Ja, da lahko pomagamo, je v bistvu poseben dar. Je neizmerna milost, saj s tem, ko pomagamo drugim, v bistvu pomagamo samemu sebi. Jezus namreč prebiva v najbolj ubogih ljudeh. Sam Jezus je rekel, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. To se verjetno sliši zelo čudno, saj je Jezus vendar vsemogočni Bog in se mu ni potrebno ponižati na raven nepomembnih ubogih par. Zakaj torej to vseeno počne? Samo zato, ker hrepeni po naši ljubezni in si neizmerno želi, da bi vsi prišli v nebesa. V nebesa pa bomo prišli samo po ljubezni, ki jo bomo izkazali v življenju na tem svetu. Mogoče tudi zato Bog dopušča trpljenje, lakoto, vojno in vse hudo, da bi v nas, ki živimo v miru in blagostanju, omeščal otrdelo srce in prebudil sočutje in ljubezen. Bodimo torej hvaležni, da lahko pomagamo. To je naša vstopnica za nebesa. Sojeni bomo namreč samo po delih ljubezni. In današnja naloga je malce posebna in sicer preberite v Svetem pismu v 25. poglavju Matejevega evangelija vrstice od 31 do 46. Torej od 31 do 46. Pa če vas bodo nagovorile, si ob njih zapišite, kaj je tisto, kar vam je najbolj seglo v srce. Pridni bodite, učite se in jutri bo že četrtek, samo še 2 dni nas loči do Božiča. Vse dobro in z Bogom do jutri.